drugi slon, ki je prišel v Ljubljano po 200 letih. Da morala prespati zaradi gange na reki. Ganga ni hotela v transportno sredstvo, tako da smo morali nabirati cel dan zelenje. Ja, to je bila velika sreča, ne? Od želje živalskega vrta, potrditve Emone, pa do samega prihoda gange v Slovenijo. Dober dan, jaz sem Vanda Zavrl, prihajam iz Ljubljane, drugače sem pa bila zaposlena v Emona Commercu. Na pobudo generalnega direktorja Franca Nepsa smo začeli razgovore z živalskim vrtom o donaciji slona živalskemu vrtu. To je bilo leto 1977. Tako se je začela pot slonice Gange in na moje veliko veselje Ganga še danes je v Ljubljani med nami. Seveda sem dobila veliko informacij s strani živalskega vrta gospoda Geršaka in pa spomnim se iz živalskega vrta z Osijeka, ker pač nisem bila takrat vešča tega poslovanja. Tako da so mi svetovali in takrat je obstajal Telex, da sem preko Telexa, te telekomunikacijske naprave, stopila v kontakt z enim nizozemskim dobaviteljem eksotičnih živali za živalske vrtove v Evropi. In to se je tudi zgodilo. Direktno na ladjo, ki je plula proti Evropi, proti reki in Trstu, sem dobila kontakt in smo ugotovili, da je na ladji še en prosti, to pomeni en slonček, mladiček ženskega spola, ki še ni bil oddan nobenemu živalskemu vrtu v Evropi. Ja, to je bila velika sreča. Ne vem, kako bi, mogoče bi, torej ta dobavitelj holandski bi mogoče imel kakšne druge poti nabave, ne? Ampak takrat se je pa to zelo hitro zgodilo, od želje živalskega vrta, potrditve Emone, pa do samega prihoda gange v Slovenijo. Tako seveda sem bila vesela, da bom kaj kmalu uspela svojo nalogo opraviti in smo posel potrdili. Ker smo morali dobiti še dovoljenja iz Beograda za uvoz eksotične živali, plačati kupnino, je Ganga veselo prispela z ladjo na reko leta 1977. Tako se je Ganga prvič pojavila v Evropi in kot sem slišala prej od vašega kolega Ramšaka, je to drugi slon, ki je prišel v Ljubljano po 200 letih. Prvi nosi ime hotela Slon, kot vem, ne? No, tako je Ganga prispela z ladjo na reko. Na reki smo morali najeti špediterja, to je bil Transog Reka, ki je moral izvršiti skupaj z mano odkup tovornega lista, kjer smo dokazovali lastništvo Gange in Ganga je pricapljala po rampi dol, ampak ni hotela iti v kamionček, ki smo ga pripeljali iz mesne industrije Zalog, ki so tudi sponzorirali ta prevoz. Na veliko veselje Gange in na mojo žalost Ganga ni hotela v transportno sredstvo, tako da smo morali nabirati cel dan zelenje na reki, da bi obložili kamion in s veliko muko smo jo pripravili, da je stopila v kamionček. Potem je ta zgodba moja končala, sem slišala veselo, zato ker je Ganga prestala 60-dnevno karanteno, ki je bila, sem tudi danes vedela, v živalskem vrtu, ker drugih pogojev za karantensko obskrbo take velike eksotične živali Ljubljana takrat ni imela. No, in sem zelo vesela, da sem med vami in da lahko pozdravim Gango, ki je tako hudomušna in tako feministično razpoložena še danes.
mlada slonica, da je to še mladička ženskega spola, da ima že ime, to sem še izvedela, in da ni bila vnaprej rezervirana za noben živalski vrt. Nažalost, kako je bila v tem živalskem vrtu v Indiji, koliko časa je tam bila, pa nisem vedela. Sodelovali smo samo pri nas v Emona Commercialu jaz in pa z živalskega vrta gospod Geršak, to se spomnim. Pa seveda takratni direktor živalskega vrta je bil gospod Pavlin. Ja. On je bil sigurno obveščen, samo operativno sva pa midva to reševala. To je bilo v ceni, ne, ki ti kupiš franko reka, ne. Ti lahko kupiš določeno blago naloženo v tuji državi, pa sam plačaš in zavaruješ transport. Mi smo pač gango dobili na pariteti dostavljena z ladjo na reko. In je ta strošek bil že vključen v ceno, katero je Emona v celoti plačala in na ta način donirala živalskemu vrtu prvega slona v zgodovini živalskega vrta. Ničesar se ne morem spomniti, vse je teklo zelo gladko. Nobenih problemov. Jaz sem se najbolj bala, če bi zbolela med potjo, če bi zbolela v karantenskem času, to sem se najbolj bala. In to sem počakala, to se spomnim, da sem počakala obvestitev gospoda Geršaka, da je obvestil, da je karantena bila končana in da je vse v redu, kar se danes vidi. Seveda zahvaljujoč skrbnim vašim skrbnikom, ki tako lepo skrbijo za njo. Spremljala sem razvoj živalskega vrta vsa leta skozi svoje otroke in vnuke. Moram reči, da čudovito delo opravljate vsi vi, posebej skrbniki naše gange. Seveda, takrat sem bila že mati dveh otrok in ta materinski čut se je tudi tukaj pokazal. Seveda, ker je vsaka žival, kadar je mladička, ne, ali ka mladiček, sproži v človeku določene sentimentalne, emotivne občutke, ne. Tako je to bilo z gango. Če bi bila mogoče večja, starejša, bi imela mogoče malo drugačni odnos do nje. Zanimivo je, ker sem imela takrat še dva otroka, sem morala prespati zaradi gange na reki. In sem sporočila domov, da noče iti v kamion in moramo še to prolongirati, ker je bližala se večer. In da smo to zelenjavo in to vse okrasili in fiksirali, ne, da je bila varna, je bila že noč. Tako da sem jaz morala prespati in drug dan z špediterjem Transnujuk vse te dokumente urediti in šele potem, ko je ona varno šla notri v kamion, sem tudi jaz odpotovala proti domu. To je ena anekdota, za katero sprašujete. Za tukaj pa ne vem. Obiskala sem neštetokrat živalski vrt z vnuki in otroci. Vedno se je obnašala čudovito, komunikativno. Ponavadi sem ji rekla, kdo sem, ne. Upam, da je čutila. Tudi usoda. Tako kot je ganga prišla v Slovenijo, je bila igra usode, slučajnosti, tako je tudi moja izjava, kdo sem, kaj sem, enako bila slučajna. Prisostvovala sem tem treningu in tam je bila ena gospodična, ki je otrokom razlagala, da ne ve, od kod je prišla, kdaj je prišla, koliko bo stara, a je stara, kdo jo je pripeljal, zakaj jo je pripeljal in sem stala ob njej in to poslušala in takrat sem morala reči. Obrnila sem se k njej in sem rekla, jaz sem jo pripeljala. Jo, kako, gospa, noben to ne ve. Rekla, no, boste pa zdaj izvedeli. In sem odšla na kavo. In čez pol ure priteče ona, pravi, vsi ljudje pri gangi vas želijo videti in izvedeti, a je to res, da nam še kaj lepega naprej poveste. In tako se je naš kontakt, zelo simpatični sodelavcem, se vam res zahvaljujem za čudovit kontakt, za čudovito ljubeznivost in
za dobro delo, ki ga opravljate, in delajte tako še naprej. Ja, neštetokrat in vedno komuniciram z njo, ne da bi mogoče ona vedela. Na zadnjem obisku sem tudi gledala ta, kako se to reče, ta trening, ja. In mladina, otroci, takrat so bili šolski otroci prisotni ogromno, so bili navdušeni nad treningom. V bistvu je to učna ura, ne, za Gango in za nas. Ja, živalski vrt takrat ni bil še tako razvit. Zato jaz mislim, da se je občina kot taka skupaj z vodilnimi trgovskimi hišami, kot so Emona, Mercator, Žito, ne vem natančno, da so se odločile, da bodo te trgovske hiše pomagale z donacijami za večjo prepoznavnost živalskega vrta, ker je le to živalski vrt prestolnice Republike Slovenije bil. Če primerjamo z Zagrebom, Beogradom ali pa Budimpešto ali pa z Osijekom ali pa z Dunajem, je to bila ena mala zadeva, ne. In od takrat mislim, da se je začela ekspanzija razvoja v živalskem vrtu z odkupom zemljišč, z povečanjem števila zaposlenih, z povečanjem števila teh zemljišča, ne, preko Mestne občine Ljubljana. In vsako leto sem bila vesela za povečanje ponudbe in živalskega vrta v celoti za slovenski prostor in slovensko mladino. Takrat so nas prosili, da bi tudi sodelovali pri uvozu morskih levov, in to smo tudi naredili. V Rusiji smo imeli firmo, predstavništvo, in smo organizirali prevoz sibirskih z avionom do Zagreba, potem pa zopet takim transportom do Ljubljane. Takrat so ravno pri vas začeli graditi ta nov objekt bazen, tako da so živali imeli tudi dobre pogoje za bivanje v Sloveniji. Žal, med transportom so mnoge živali uginile, ker niso prenesle stresa v avionskem trupu, kargu. Tako da smo od 6, sta 2, me se zdi, ali ne vem točno zdaj, koliko jih je poginilo, ostale so pa prenesle karantensko obdobje in so zaživele v tem novem bazenu. To se spomnim. To je potem bil zadnji posel, ki sem naredila kot donacija živalskemu vrtu. Kasneje več nisem sodelovala, bila sem pa samo še privatna obiskovalka. Je se življenje teklo naprej. Lepi spomini. Zato, ker smo bili mladi, ker smo bili polni upanja, polni želje po raziskovanju, po znanju. Ja, da bo še naprej tako trmasta, feministična, da bo se zdravo prehranjevala, ubogala, če bojo pametni ukazi, in nagajala, če ne bojo. In naj zdravo živi. In je pa, da spoštuje obiskovalce, ki jo pridejo gledati.